Namen Dneva očarljivih rastlin je, da otroke ozaveščamo o pomenu rastlin in znanosti o rastlinah, saj so rastline za nas izjemno pomembne, ne samo za prehrano, ampak tudi za druge izdelke, kot naprimer za les, tekstil, potem za razne industrijske, farmacevtske pripravke, in zato je tudi zelo pomembno, da jih raziskujemo in da otrokom približamo ta pomen znanosti o rastlinah. Zelo veseli smo, da so šole ta dan zelo lepo sprejele. Obišče nas vsako leto približno 1000 otrok in s tem imamo tudi polne kapacitete, kolikor obiska pač zmoremo. Sej poteka 30 delavnic, ki jih pripravljajo najpomembnejši slovenski inštituti, univerze, muzeji in društva, in potem otroci v 20-minutnih delavnicah krožijo po stojnicah, ki jih pripravljajo te inštitucije. V Sloveniji letos Dan očarljivih rastlin organiziramo že 10. Leta 2012 je Evropska organizacija za znanost rastlin dala pobudo o ustanovitvi tega dneva, postavila je tudi Svetovni dan očarljivih rastlin na 18. maj. In od takrat na svetovnem nivoju dogodki potekajo vsako drugo leto, v Sloveniji pa želimo, da je dogodek vsakoleten zaradi lažje organizacije tako šol kot tudi drugih individualnih obiskovalcev. Dan očarljivih rastlin je res čudovit dogodek, raznoliko so tukaj predstavljene rastline, zanimivo, super, vse skupaj poteka in čudovito nadgradi učno snov, ki jo z učenci obravnavamo pri rednem pouku, predvsem pri pouku naravoslovja v 6. razredu. Super je tudi to, ker vidijo rastline z nekega drugega vidika, recimo z uporabnega vidika, čemur pa v šoli posvečamo predvsem manj pozornosti. Odlično je, ker so učenci zamenjali okolje. Zdaj smo bili le kar nekaj časa v šoli, dobre 2 leti jih nikamor nismo peljali in za naše učence je to prvi naravoslovni dan po vsem tem času. Ja, fajn je bilo, pa tam, ko smo gledali čebele, pa kako gnezdijo pol te znomotarske čebele. Ja, meni je bilo tudi zelo všeč, ko smo pol, kar je en par naredili. Ja, veliko bolj zanimivo je v naravi se učiti, pozvati. Prenos znanja je ena ključnih zadev, s katerimi se seveda univerza ukvarja, in ne samo našim prvim odjemalcem, študentom, ampak moramo tudi, je prav, da poskrbimo oziroma se vključujemo tudi v akcije, ki so namenjeni splošni javnosti. V tem konkretnem primeru delo z osnovnošolsko mladino nekako poskuša čim bolj osveščati tudi njih, ker kar se Janezek nauči, to potem Janez zna. Se pravi, je prav, da imamo neko kontinuirano predstavljanje problematike, zanimivosti, zato tudi taki izraz fascinacije nad rastlinami, da se zavedamo pravzaprav, da so temelj življenja na nek način na našem planetu, da so povezane z vsemi ostalimi organizmi in je prav, da nekako osvestimo otroke, posredno tudi učitelji dobivajo ideje recimo na takih dogodkih za delo v razredu, da se pravzaprav krepi ta zavest.